Pozdravljeni, kako ste? A je pri vas že nehalo deževati? Pohcana Zofka je zgleda dobila inkontinenco ali pa demenco in je pozabila, kateri datum je. Ali pa so to posledice cepljenja. In to zdaj, ko bi končno lahko šli v gostilno, sedli na teraso, kjer ne rabimo pogojev PCT in se malo sprostili po vsem tem, kar se nam je vse hudega zgodilo v preteklem letu in pol. V gostilne sploh nismo mogli. Otroci so ostali doma in morali smo se učiti z njimi. Ugotovili smo, koliko te uši pojejo. Naučiti smo se morali kuhati, bankrotirali smo na hrani, na novo smo morali spoznati svoje partnerje in, če je to dobro ali ne, ko smo sedeli doma, smo imeli več časa za spletne forume. In tam smo lahko prebrali marsikaj. Od tega, da se bomo pod maskami zadušili, čeprav so še noben kirurg ni zgrudil sredi operacije zaradi maske in pomankanja kisika, do tega, da nas bodo na vsak način hoteli cepiti in čipirati, da se o tem, da je COVID izmišljen, niti pogovarjamo ne. Le tega, da nam bodo štrlela ušesa, nam ni nihče povedal. V skladu s splošnim nezadovoljstvom, s trenutkom časa in okoliščinami, smo iskali krivce in jih našli, pravzaprav enega. V trgovini z masko razkuženi zunaj in znotraj smo stali v vrsti 1,5 metra narazen, vsak je k sebi stiskal svoj zavitek toaletnega papirja. In gospa pred menoj se je pošteno razburila. Pa kaj si on misli? Kaj je meni tega treba pri teh letih, da se matram tu zdaj s to masko in skoraj stepem za WC papir? Pa po celem svetu je vse noro. Ta naš Janša jih je vse okoli prinesel. Gospod ob njej je tiho in vneto kimal. Čeprav je včasih bolje biti tiho, tega se sicer še učim, nisem mogla, da je ne bi vprašala, kako to misli. Kaj pa je naredil, da je cel svet okoli prinesel? In mi gospa odgovori, kot da je to najbolj jasna stvar na svetu. Ja, tako si je izmislil, ne? Pa zdaj vsi vse dol zapirajo. Takrat bi bil idealen trenutek za res biti tiho, ampak spet nisem mogla. Gospa, pa mislite, da on to ve? Sem jo vprašala. Potem sem se pa raje prestavila v drugo vrsto. Frajer je cel svet prepričal, da je epidemija. Najprej Kitajce, potem pa še vse ostale. En človek iz majhne Slovenije. Pa on je car. Nikoli več nas ne bodo zamenjali Slovaki, ko se to razve. Najboljše, da začnemo zbirati sredstva, da mu postavimo oltar s črnim panterjem. Morda kar tako. Pošli panter 1 ali panter 5 na 1919. In od šale, ki je za nekatere resnica, do pomembnega vprašanja. Zakaj sploh hodimo na volitve? Na zadnjih volitvah smo naredili, kar smo naredili in zdaj imamo, kar imamo. Zadnje čase je sicer velikokrat slišati, da je vlada nelegitimna. No, to zagotovo ni. Volivci smo glasove oddali in jih razporedili, kakor smo jih. Izvoljeni poslanci so potrdili vlado. Pika, vse po reglicih. Če pa nismo zadovoljni s koalicijo ali opozicijo, je to na nas, mar ne? In še toliko bolj na tistih, ki niste šli voliti. S tem, ko niste šli, ste dali večjo vrednost glasovom tistih, ki so šli. Naprimer, če gre volit 50% volivcev, tako nekako je bilo prejšnjikrat, potem je 20% uspeh ene stranke pridelalo dejansko le 10% volilnih upravičencev. Če jih gre naslednjič še pol manj, bo teh 20 še 40. Mogoče ne bi bilo slabo, če bi državljan na volišču dobil potrdilo, da je volil in s tem potrdilom bi se potem do naslednjih volitev lahko legitimno pritoževal. Sicer pa Slovenci hodimo na 4 vrste volitev. Predsedniške vsakih 5 let, volitve v državni zbor vsake 4 leta ali po potrebi,
Evropske poslance volimo vsakih 5 let, župane, svetnike in predstavnike četrtne skupnosti pa prav tako vsake 4 leta. Lokalni volitev se sicer udeležujemo najbolj vzorno, ker je zagotovo na listi kdo, ki nam je v sorodu, ali pa kdo, ki gre na živce in bomo glasovali za nekoga drugega, samo da on ne dobi mandata. Poleg volitev imamo še referendume, ki so bolj ali manj pogosti, odvisno od okoliščin. Na referendumu sicer glasujemo, proti čemu smo proti in ne proti čemu smo, tako da je kar zapleteno. Sicer pa vsak državljan, ki meni, da lahko naredi kaj boljšega, se lahko pridruži kateri izmed obstoječih strank ali gibanju, kjer se ni potrebno politično opredeljevati. Lahko pa ustanovi svojo stranko, to je danes popularno. Edini pogoj, da ustanovite stranko je, da vam ni bila odvzeta poslovna sposobnost in da najdete 199 polnoletnih državljank in državljanov, ki skupaj z vami podpišejo izjavo o ustanovitvi stranke. In potem se že lahko preizkušate v odločanju in opazujete, kako vaša koža postaja usnjena, ko lahko vsak, ki ima 5 minut časa, preverja, kje ste, s kom ste in kaj počnete. Kako dolgo ste na stranišču in koliko minut na dan porabite na Twitterju, ker je to njegova ustavna pravica. Boste pa, če boste res daleč prišli, v zameno za to dobili 3000 evrov neto mesečno. Sicer pa želim vam sonca, manj se jezite, več se smejte in odločite se modro.